končali, snemamo se. Skratka, sonetni venec, objavljen v Ilirskem listu oziroma v reviji časopisu Illyrisches Blatt, napisan kot ženitna ponudba. On je dejansko hotel zaprositi za roko, seveda iz tega ni bilo ničesar, je pa ta njegova mojstrovina, venec 14 sonetov plus 15, ki smo reče magistrale ali mojstrski sonet, ste lahko tudi rekli. Tak že na začetku opozarja, da ima ogromno drugih tem. Začne se z Poet, tvoj nov Slovencev, venec svije, tukaj ničesar ne zvemo o Juliji, potem, da on jo ljubi in da bi rad bil z njo poročen. Torej, že na začetku kaže, čeprav je to pesem namenjena Juliji, govori o domovini, govori o Slovencih, govori tudi o stanju poezije v svetu. Tale ideja je malo težko razumljiva, ampak če bi prebrali cel sonetni venec, bi bila čisto jasna. Julija naj bo do Prešerna prijazna, tako bo on srečen in bo lahko pisal čim več pesmi, s temi pesmimi se bo slovenski narod obogatil in bomo imeli vsi boljšo prihodnost. Vsak tak je njegov način. Malo drugače imate tukaj povedano. Skratka, Slovenci smo v kulturni temi, Nemci nas blokirajo, to je ta nacionalizem, ki je v romantiki pride do izraza. Rabimo zato neke avtorje, neke pesnike, ki bodo skorajda mitološki, Orfeji. Prešeren se rad primerja z Orfejem, s tem mitološkim junakom iz staroantične mitologije. Skratka, in s poezijo je Prešeren verjel, da se narod lahko postavi na boljše noge. Vremena bodo krancem se zjasnile, reče. In od te ideje pač lahko rečete, da je bilo kaj, lahko ni bilo, ampak seveda kultura pomeni izobrazbo, izobrazba pomeni boljšo prihodnost, to še zdaj velja. Čeprav seveda danes imamo več takih avtorjev, kot je Prešeren. Torej, ta sonetni venec je krasna vaja iz literarne teorije, da znate razumeti, kaj sonet. Sonet je tole, kar je, dajmo kar 15 sonet pogledati. Torej 4, 4, 3, 3, 2 kvartini, 2 tercini. Rima je A, B, V, A in potem tukaj je spet A, B, V, A. Torej dvakrat enaka oklepajoča rima, ker A-ja oklepata B-ja. A, B, B, A je oklepajoča rima. Potem pa tukaj, čeprav ni vidna, je verižna rima, tako kot se je posluževal tudi v uvodu krsta pri Savici. Kaj pomeni venec? Venec morate razumeti dobesedno, da so teli soneti 14, ta 15 je nekakšen dodatek, aneks bi danes rekli, prepleteni, zato se tlele vidi, to res bolje ni možno pokazati, konec prvega je začetek drugega, konec drugega je začetek tretjega. Zato je logično, da se 14 konča z prvim. Torej so v krogu, tako kot je venec prepleten s tistimi vejicami, tako so soneti v krogu. Tam, ki se 14 konča, se prvi neha, krog je cikličen. Tam, kjer je konec, je dejansko začetek. Torej 14 se lahko sami preverite, če mi ne verjamete, konča z Poet, tvoj nov Slovencev, venec svije, s tem, s katerim se prvi sonet tega venca začne. In v 15. sonetu se teli, ki so že dvakrat ponovljeni, ki se pojavljajo kot konec prvega, pa začetek drugega, pojavijo še tretjič. Zato je magistrale si najbolje zapomniti, to si lahko res dopišete nekam, Prešeren je temu rekel pesem trikrat peta. Trikrat zato, ker se verza že prej podvojita, te podvojeni se tukaj še ponavljajo tretjič. In imate 15. sonet, mojstrski sonet, ravno zato, ker je težko dosegljiv, ki je svoja enota, nekaj pomeni. In pa še akrostih ima ta 15. sonet. To je pa še Prešernova dodatna, lahko rečete, ideja, da začetnice 15. soneta dajo posvetilo. Temu posvetilu, ki ga morate prebrati vertikalno, rečemo akrostih. Seveda je mogel malo spremeniti, Juliji je mogel dati Juliji, tole tudi ni najbolj slovnično pri Micovi. Upoštevajte, da je težko doseči,
da te verzije, ki so že prej podvojeni, dajo neko svojo smiselno celoto in da se še pravilno začnejo. Seveda je pa mogel to posvetilo imeti iz 14 črk, Primicovi Juliji. Zakaj? Zato, ker je to del soneta. Če se ne bi šel sonetnega venca, bi lahko bilo karkoli, ampak mogel je upoštevati, da bo ta sonet, ki ima na začetku akrostih, da bo 14 verzov, torej 14 črk na začetku, ne več, ne manj. Zakaj? Zato, ker sonet je, ponavljam, 4, 4, 3, 3, torej 8 plus 6, 14 verzov, 14 pesniških vrstic. No in ta 15. sonet je res sam po sebi celota, poetvorno sonica mene cvije, ran mojih bo spomin tvoje hvale, na R, iz srca svoje so pali pognale, okrog cveteče rožice poezije, iz krajev niso, ki v njih sonce sije, cel čas so blagih sapic pogrešvale, obdajale so tudi iskale in tako naprej in tako naprej. Je pa logično, da ima notri te teme tudi prepletene. Začne z ljubeznijo, nadaljuje z poezijo, potem gre v 7. pa 8. res v domovino. Ta dva soneta so nekako najpomembnejša. Tako. Torej, to so vse ti motivi. Ta Orfej pomeni to, torej pesnik, ki prinaša ljudem, svojemu narodu neko srečo, neko dobro prihodnost. Skratka, to je sonetni venec, oblika, ki je res predtem ni bilo nikjer v slovenski poeziji, sposodil so se, tako kot vse druge stvari, ponavljam, pri italijanskih renesančnih avtorjih, s tem, da tam je bila to bolj neka igra, bolj malo pesniški trening. Tukaj pa res to izkaz ljubezni, izkaz ideje do domovine, izkaz ideje o poeziji, kako jo Prešeren vidi, skratka zelo zapletena zadeva. Zdravljica, po drugi strani, dejansko pesem, ki ni nič posebnega, če smo zelo iskreni, je zelo pomembna v zadnjem Prešernovem obdobju, ampak glede primerjaje z sonetnim vencem pa s Krstno prisavici ni po vsebini nič takega, da bi bila to najboljša Prešernova pesem. Je najboljša njegovega zadnjega obdobja, kjer že neha eksperimentirati toliko z italijanskimi oblikami, ima pa tukaj seveda močno narodno-budniško, to prebuditeljsko idejo, podobno kot Vodnik prej pri Dramilu, igra se z obliko, tukaj nimamo več sonetov, nimamo več stanc, pa tercin in podobnih oblik, imamo likovno pesem. Kot veste, je to v latinščini Carmen figuratum, Carmen pomeni pesem, figura pa pomeni oblika. Slovenska himna je samo 7. kitica, kdorkoli vas bo prepričal drugače, nima prav. Je res, da nam v ustavi piše v enem od prvih členov, da je himna sicer zdravljica, vendar ustava omogoča oziroma napoveduje, da bo konkretne stvari urihtal zakon. In zakon iz leta 1994, ki velja še zdaj, pomeni, da je to 7. kitica. Ne 1. pa 7., ne 2. pa 7., kot jo kdaj zaigrajo. Melodijo je pa naredil Stanko Premrl. Torej, če si jo zdaj, če za hip tole ustavim, dajte biti malo bolj pozorni na to, če ne, lahko bom koga tudi vrgel ven iz učilnice. Bi bil zelo vesel, če nehate pisati straparije, ker vas nočem vreči ven. Lahko pa naredim to. Takole, glejte, to vam hočem pokazati. Tako imamo zdravljico, a je tole, ja, je deljeno, ja. Ko imamo zdravljico, je ogromno različic. Tlej spet vam pride prav Wikivir, torej Wikisource, z različnimi oblikami. Tole je pesem, ki jo je Prešeren non-stop spreminjal, pilil,
Zakaj? Zato, ker jo je napisal, kot pomeni že prvi naslov, leta 1944, ni pa nikjer mogel objaviti, ker ima noter idejno spodokljive teme, ker ima noter stvari, ki bi bile cenzurirane. Zato jo je ogromnokrat spreminjal in v rokopisu te pesmi se je res ogromno ohranilo. Pa še en dodaten razlog je, to smo že leta 1944, takrat je bilo že jasno, da je Prešeren pomemben velik pesnik, zato so bolj skrbno ravnali z njegovimi rokopisi. Kot vidite, je vmes še spremenil črkopis, začne z bohoričico, en rokopis je že Gajici, torej v tej sodobni pisavi. Kdaj se bo kdo lotil tega vprašanja, katera varianta je prava? Literarno-zgodovinsko ni dvoma, prava je tista, ki jo je na koncu, katero je imel avtor še zadnjo v rokah. In to je iz Kranjske Žbelice leta 1948. Torej, leta 1946 je na veliko Prešeren pripravljal rokopis za svojo pesniško zbirko, ki se imenuje Poezije doktorja Franceta Prešerna. Umaknil je 3. kitico, ni pa računal, da mu bodo na Dunaju pričrtali tudi 4. kitico, zato iz tega rokopisa za objavo ni bilo nič. Tisti skenirani rokopisi pesmi, kjer so vse kitice prečrtane, tiste črte je naredil Prešeren. Videl je, samo 6 kitic bom lahko objavil v zbirki, je rekel, potem pa nič, ne bom jo objavil. In v prvi izdaji Prešernovih poezij, ki so izšle konec 1946, z letnico 1947, te pesmi ni. Seveda so takoj hitro, po par letih, desetletjih to popravili in je potem kasneje imamo seveda Zavljico noter, tja, kamor si jo je pesnik zamislil, ampak v prvi izdaji tega ni. Že leto kasneje, na podlagi te marčne revolucije, če se kaj spomnite iz zgodovine, ko na Dunaju malo zaropotajo slovanski narodi in želijo pravice, cenzure ni več. In zato je že leta 1948 išla kar dvakrat. Blajbajs v Kmetijskih in Kodetskih novicah, no čisto kronološko zadnja je pa iz neke obujene Kranjske Žbelice, ker je bil Prešeren to pomemben, so kar se spomnili in malo se zbrali te uredniki, ki so prej izdajali pesniški zbornik Kranjska Žbelica. Prvi zvezki Kranjske Žbelice so iz Prešernovega zrelega obdobja, tam iz leta po letu 1830. Te so pa, tale je bila pa prav za Prešerna naknadno narejena. Tako da tale varianta je zadnja in to tudi v majčkeno popravljeni, slogovno popravljeni obliki imamo še danes. Torej, kaj se zgodi? Ta kitica v Sovražnike z oblakov, to kitico je Prešeren sam črtal. Ni pa računal, da mu bodo umaknili na Dunaju tudi 4. kitico zaradi verza, 2 verzov, ki napovedujeta panslavistično idejo. Otroci slave, torej slovanski narodi, naj si sežejo roke, torej naj se združijo. To bi bilo seveda za tedanjo avstrijsko monarhijo velik šok in so se bali tega in zato niso hoteli te ideje notri. Torej, toliko o Zdravljici. Če gremo nazaj na tele teme. Torej, Stanko Premrl, likovna pesem, ima obliko čaše, torej kozarca za vino. Likovna pesem lahko katerokoli obliko, tudi, ptice, sonca, gore, ampak Prešeren si je zamislil to stvar. V prvi kitici lepo govori o vinu, torej o trtah in o sladkem vinu, ki ima pozitivne učinke. To je nekatere namignilo na to, da je to pivska pesem, ampak literarna zgodovina trdi, da so druge teme, te narodne, kako je treba se boriti za našo last, da je treba vrniti Slovencem svoje, da je treba uveljaviti nacionalne pravice, so te teme pomembnejše. In zato to ne bomo veseli, če boste rekli, da je pivska pesem. Čeprav seveda zdravica, brez tega jeja nesrečnega, pomeni nekaj, kar poveste, ko nazdravite ob mislju. In kitice so tudi tako narejene, da si morate predstaviti en krog ljudi, ki so Prešernovi prijatelji.
ne. In nazdravlja očetom, nazdravlja sinom, ki bodo vojaki, nazdravlja materam, zato ker bodo te sinove rodile, nazdravlja hčerkam, a ne. Najlepši kompliment, ki jih lahko najdete v slovenski poeziji Slovenke, je dal ravno Prešeren, a ne. Bog živi vas Slovenke, prelepe nežne rožice, ni take mladenke kot naše, a ne. Kaj boljši kompliment kot to. Sedma kitica je pa mogoče spet komu gre v nos, da je slovenska himna, zato ker ne govori o slovenski zemlji, ne govori o slovenskih ljudeh, o tem, da moramo biti ponosni, a ne govori o ideji vseh narodov, dobronamernih narodov, a ne. Da bodo živeli v miru, a ne, da ne bo prepira povsod, kamor sonce hodi, skratka po celem svetu. Torej nadnacionalna, a ne, ideja, ki bi bila lahko tudi himna Združenih narodov, Evropske unije, če bi bili malo bolj uveljavljeni v svetu. Dobro, pa še krst pri Savici, zgodovinska ideja, že to je romantičen beg v zgodovino, torej gre za srednji vek, gre za pokristjanjevanje, notri je vključena romantična ideja, nesreča ljubezni, Črtomir pa Bogomila, čeprav se imata rada, se na koncu ne srečata več, so trije deli, posvetilni sonet, torej to, kar je na levi strani, uvod in pa krst. Najpomembnejši je uvod, ki je kar en tak miniaturni ep, bi lahko rekli. Notri se pojavi res boj, Črtomir ima nek pomemben govor, danes bi mu rekli motivacijski govor, kjer povabi svoje tovariše, svoje borce k temu, da bi pobegnili, ne na boj, ampak da bi pobegnili, a ne. No, ampak isto noč seveda Voljhun hoče njega na finto vrši in napade, zato pride do spopada, kjer umrejo vsi Črtomirovi tovariši, on pa čudežno preživi. Zakaj preživi? Zato, da je deležen še tretjega dela pesnitve, ki se pa reče Krst. Torej, ko govorimo o krstu pri Savici, imejte pred sabo daljšo povest iz treh delov. Na začetku je sonet, ki niti nima kaj dosti veze z samo zgodbo, uvod in pa krst. Uvod ima tercine, ima verižno rimo, po zgledu kakšne Dantove božanske komedije, spet italijanski avtor, pri katerem je Prešeren jemal ideje za obliko, krst pa v stancah. Stance so pa iz kakšnega Tassa zelo pogoste, pa Byron je pisal pesmi v stancah. Malo daljša oblika, osemvrstičnica, lahko si zapomnite tudi izraz ottava rima, zato ker besedica otto je v italijanščini osem. In zapleten način rimanja, prvih 6 verzov prestopna rima, zadnja 2 verza zaporedna rima, torej A, B, A, B, A, B, C, C. Dosti zapleten način, težko je dobiti pravilne verze, da jih bo 3 na A pa 3 na B, ampak Prešeren je to kar dobro naredil. Konec je bolj odprt, a je zdaj Črtomir krščan, ker je sam tako hotel, ker zdaj sprejema vero, proti kateri se je prej boril, a ga je mogoče Bogomila prisilila in mogoče njemu itak vseeno, kaj zdaj se njim zgodi, a je srečen ali ni. Ideja je pač tako, ljubezen ni uresničena, nič se ne spremeni, ona postane nuna in njemu ne postane drugega, kot da ji sledi. Torej, najbolj uveljavljene interpretacije, teh interpretacij je veliko, so katoliške, so liberalne, so evropske interpretacije krsta pri Savici. Res je tako odprto delo, ampak ta prva glavna ideja je, da se Črtomir poistoveti z virom svojega poraza, torej s krščanstvom, samo zato, ker mu ni preostalo nič drugega. Zdaj, zakaj pa je krščanstvo krivo za vse? Ja, če ne bi bilo te vojne, ki je prišla ob pokristjanjevanju, če ne bi Voljhun, torej germanski generali prišli in se borili, vsiljevali novo vero, bi bila Črtomir pa Bogomila čisto srečna. Črtomir kot nek
poganski vodja, Bogomila pa kot svečenica boginje ljubezni, Vesne se reče, ne Vesne žive, Vesne bogine pomladi. Tako zanimivo je, da je bila ona kot v poganski veri svečenica boginje ljubezni, potem pa postane nuna, kar je v nekem prenesenem pomenu v krščanstvu tudi ženska, ki je poročena s Kristusom. Tako, toliko o romantiki, malo dlje smo bili, ker so pač 3 teme. Realizem bo pa malo bolj na ekspresen način, vsaj tako sem si zamislil. Torej, ko mine to obdobje romantike, lahko si pomagate s Prešernovo letnico 49, oziroma kar zaokroženo 1850, pride postopoma do realizma. Realizem je vse, kar romantika ni bila. Pri romantiki so čustva, poezija, pa veliko lirike, pa veliko bega iz stvarnosti, realizem je pa ravno obratno. Pomembni avtorji so tisti, ki pišejo stvarne stvari iz realnega življenja, pretežno je to kar sedanjost, ampak če so se šli, tako moc lahko pisali iz zgodovinske romane, so gledali, da so bili čim bolj natančni. Torej, nobenega prostora za čustva, za fantazijo, za nek intimen, lasten svet. In to je en realizem. Zdaj lahko imate naturalizem posebej, itak nimate več po moje Zolaja, pa njegovega naturalističnega romana, lažje si pa predstavljati naturalizem kot eno od smeri realizma, tako je najbolj uveljavljena interpretacija. Ampak marsikje bo pisalo realizem posebej. Realizem je to, kar je realizem, ampak na neko tretjo potenco, veliko bolj radikalen. Imate estetiko Grdega, imate dedno teorijo, to je nekaj, kar je za realizem značilno. Ampak če opustimo po strani naturalizem, vsak realistični avtor je mogel, če je hotel biti res ta pravi realist, skrbeti, da so njegovi liki prepričljivi, da imajo nekako 3 determinante, da jih 3 stvari določajo v literarnem delu. Prva od teh idej je okolje, skratka, jaz sem tak, kot sem, ker sem doma na Gorenjskem. Če bi bil Primorec, bi se obnašal, razmišljal, govoril drugače. Če bi bil nekje v ruski Sibiriji, bi bil spet mogoče tretji, malo bolj kruto okolje, manj prijetni pogoj za bivanje, me spremenijo. Druga stvar je čas. Mi smo taki, kot smo, ker smo v 21. stoletju. Če bi bili 300 let nazaj, bi morali naše like, če bi se nekdo opisoval, spremeniti. Ni običajno, ne morem kar nekoga iz sodobnosti postaviti v neki zgodovinski kontekst. Čas je tudi edina stvar, ki se je ne da spremeniti. Okolje danes še lahko spremenimo. Čeprav v 19. stoletju, kamor ta realizem sodi, bo ideja tudi, da je človek ujetnik okolja. Pa sej, koliko od vas se vas bo pa odselilo na drug konec sveta. Nekdo od vas bo mogoče šel iz Slovenije in si ustvaril življenje, ki je drugod v Evropski uniji. Večinoma še danes ljudje, poženemo korenine, če se nekdo poroči z eno iz druge pokrajine, je že čudež. Večinoma gremo kar v sosednjo vas ali pa kvečjemu mesto. To je toliko ujetnik okolja. V 19. stoletju je to še hujše. Danes ni težava spakirati, ampak za stalno se preseli relativno malo ljudi. Torej, čas je ta stvar, ki je fiksna, potovanja v času nimamo. No, tretja ideja je pa ta povezana z dedno teorijo, pomembna so geni, pomembno je to, kar prinesemo na svet. O tem je bilo ogromno teorij, ker so ravno temu dajali največ pozornosti. Vse nagnjenost k kakšnim odklonskim vedenjem, pijančevanju, prostituciji, kriminalu, alkoholizmu, so realisti zreducirali na dednost. Kakršen oče, takšen sin. Jabolko ne pade daleč od drevesa. Danes vemo, da je okolje veliko pomembnejše. Tudi pri bolezni, to je bolj stvar tematika za zdravstvene delavce, kaj je v genih, kaj je v okolju.
Mogoče samo predispozicija genska, ampak okolje me naredi, okolje v širšem pomenu besede, kakšen zrak diham, kako se prehranjujem, kje se gibljem, a imam dobre pogoje za življenje pa delo ali slabe pogoje, vse to je okolje. Tako, torej, realisti so skratka objektivni, realni, junaki so stvarni, vse, kar romantika ni. Zato je jasno, da je to pretežno pripovedništvo, nekaj pa tudi dramatika. Tukaj moramo obvezno omeniti Ibsena in njegovo dramatiko. Tukaj ni več tragedij, so že drame, to sta dve različni stvari. Tukaj imate vrste realizma, še boljš imate to, ker ne bom prav vseh del na hitro, ne bom podrobno povedal, zelo na hitro, še nekaj iz mojih gradiv, torej tele vrste realizma, zakaj so pomembne? Ja, pri vsaki kakšnega najdemo, Tavčar, Ašker sta recimo tukajle in spadata še pod romantični realizem, tukajle Jenko, uvrščajo ga v poetičnega, če malo vidite na desni strani. Kersnik ima zelo pomembno težo, vi ga nimate več v maturi, ampak včasih je bil, ker se edini na Slovenskem približal objektivnemu realizmu. Ibsen je najbolj tipičen predstavnik kritičnega realizma, ker kritizira družbo, konkretno kritizira položaj ženske v družbi. Potem pa še psihološki, to je Dostojevski, to skorajda sinonim za psihološki realizem je njegov roman Zločin in kazen, in pristilističnega ni toliko veliko. Socialni realizem je pa v resnici stvar, ki jo v slovenski književnosti srečamo šele med obema vojnama, z Krancem pa z Prežihovim Borancem. Naturalizem tudi ni več pomemben, včasih je bil Emil Zola pa njegov roman Veznica avtoritetno delo, danes ga ni več. Tako, torej, par tipičnih realističnih del vas čaka za maturo, jih lahko se pojavijo v izpitnih listih. Flaubert je tak začetek realizma, še celo pred letom 1850, če me spomin ne vara. Čisto tipičen realističen roman, srečamo Emo Bovary, ona je še ujetnica romantike, bere neke ljubezenske viteške romane in ne more živeti v svetu, kjer ljubezen ni taka, kot si jo ona v mladih letih predstavljala. Njen mož je zdravnik in zato se selite iz kraja v kraj, kjer ima službo, tako da imate 3 dogajalne prostore, ni vam treba si zapomniti teh francoskih mest, ker jih tudi jaz bi jih zelo težko izgovoril. V vsakem od teh krajev, torej teh dogajalnih prostorov, ima svojega ljubimca, čeprav ta Rodolf se mi zdi, da je pol na koncu si jo spet sreča, ni čisto dobro, ni pomembno treba znati podrobnosti. Charles je njen mož, postopoma izve, da ga ona vara, na koncu tega tudi kaj dosti ne skriva, zapade tudi v finančne težave, sposodi si denar, kar je bilo za žensko sredi 19. stoletja absolutno prepovedano, in na koncu ne vidi drugega izhoda, kot da naredi smrt. In ta smrt je zgodba zase, ker je opisana, popije strup, mislim, da za podgane, in to traja par strani, kakšno škodo seveda to povzroči v njenem telesu, kako v mukah umre, kako se zvija bruha, vse začne noter kar razžirati jo, tista kislina. To je opisano na neprijeten način in to je že naturalizem. Opisovanje neprijetnih podrobnosti. Tisto, kar bi rajš preslišal, pri čemer bi si rajš zaprl oči, oni opisujejo to enako natančno kot kaj drugega. Skratka, in tukaj je kar Flaubert bil kritiziran. Kot prvo, kar ženska je glavna junakinja. To je bilo takrat dosti nenavadno. Večina likov evropske književnosti je moških, ali pa imate par, pa je najprej moški, pol pa ženska. Zakaj mislite, da imamo Romeo in Julija, pa Rošlin in Varjanko, pa kaj podobnega. Niso bili navajeni brati romanov, kjer je glavna junakinja ženska, in pa
teme so bile nemoralne. Skratka, to je bil kar znak, da to ni več neka romantika, da gre za sodobnost, da gre za sodobno aktualne teme, take, ki jih morda niso bili ljudje pred tem navajeni. Naj bi pa po enih virih pisatelj črpal snov iz neke realne zgodbice v Črni kroniki, kar so realisti pogosto počeli. Zločin in kazen je bolj dober uvid v miselnost morilca. Ta Razkolnikov je razklan na dobro in zlo, je žrtev ideologije, iz katere izvira tudi nacizem, da so eni ljudje vredni več kot drugi, da so eni ljudje nadljudje, to je potem lahko že namig na Nietzschejevo filozofijo o Übermenšu. Ljudje, torej navadni ljudje, so pa neka čreda, neke zajedavske uši. No, in s te miselnosti on ubije Starko. Ne tisto Starko, pri kateri živi, ampak eno v zastavljalnici, oderuhinja ji reče. Dejansko mu ni nič hudega naredila ta gospa, samo on ima občutek, da preveč služi denar na račun kakšnih revnih študentov, kakršen je tudi on sam. Zato izvede umor, seveda ne gre po pravilih, ker se ravno takrat pride na obisk k tej Starki tudi njena sestra, tako da mora seveda ubiti obe. Ga pa policija nič ne sumi, on ima slabo vest. Nekomu se mora zaupati, kar pogosto morilci naredijo, in tukaj pride v zgodbo Sonja. Sonja je hčer nekega pijanca, nekega brezposelnega, revnega gospoda Marmeladova, ki ga ta Razkolnikov dobro pozna. Pri njih doma so lačni, velika družina so, no, in Sonja mora preživljati celotno družino s tem, da prodaja svoje telo za denar, torej prostitutka. In tukaj se stvar najbolj zaplete, to delo se ponavadi zapomnite ravno po tem. Tle je bil Dostojevski res zelo pretanjen v psihologiji, kljub temu, da se ona preživlja na tak način, je najbolj verna, najbolj moralna, najbolj moralno čista oseba v celotnem romanu. In ona reče temu Razkolnikovu: "Glej, moraš sprejeti kazen, prijavi se policiji, sprejmi, kar ti bo naročeno, moraš delati pokoro, tako uči cerkev." Seveda imamo lepe običaje opisane pravoslavne cerkve, v osnovi to ni nič drugačnega, kot če bi stvar postavila v katoliški svet. Skratka, Bog odpušča, Bog je milostljiv, Razkolnikov se lahko popravi to svoje psihično stanje samo to, da obžaluje svoje pretekla dejanja, sprejme pokoro in se obrne h Kristusu. In to mogoče Razkolnikov naredi, mogoče ne, obsojen je na nekaj let v kazenskem taborišču v Sibiriji. Tukaj najdemo avtobiografske elemente od Dostojevskega, kajti tudi on je bil zaradi nekih političnih zadev nekaj časa zaprt v takem delovnem taborišču. Na koncu izvemo samo to, da je Sonja ga prišla iskat in da morda začne novo življenje. Torej, lahko je konec pozitiven, lahko je odprt, lahko bo kaj iz tega, lahko ne. Je pa res ta Razkolnikov eden po svoji najbolj strašljivih stvari. Ravno zato v vsej književnosti, ki morate prebrati. Zakaj? Zato, ker je to realistično. Mi smo dejansko polovico časa v glavi nekoga, ki mori, in kako to opravičuje. Veste, to še ni ekspresionizem. Tam veste, da imate tiste popačene like, ki so z lutkami, ki so, ne vem, notranje moteni pa paranoični, ampak tam je ekspresionizem, to je pa realizem. Tukaj ni groteske. Vse je tako, kot je. Torej, in zmeraj znova se sprašujemo, zakaj nekaj je to delo za maturo. Poznam profesorice slovenščine, ki tega zmeraj črtajo, ne, to pa ne. Pa je čisto v redu roman, samo malo je obsežen. Par lepih slovenskih verzij, če imate po maturi, če bo se nekaj več dela, čisto v redu branje je taka klasika, kot je Dostojevski in Zločin in kazen. Ker že naslov vam pove oboje. On naredi zločin in potem mora sprejeti neko kazen. Dejansko sam si naloži kazen. Kot rečeno, policija njega sploh ne sumi. Ga sprašujejo potem, ker nekako vejo, da je bil on pri tej Starki, ampak v ničemer ga ne sumijo. To je bil dejansko popoln zločin.
ne. Saj veste, da zmeraj, če pride do kakšnega hudega odklonskega dejanja, kakšnega kriminala, zmeraj policija gleda, kdo bi lahko to delal, kdo ima motiv, a ne. Zdaj pa, če vi nekoga štihnete, ki ga ne poznate, ki niste v nobeni povezavi, če ne boste pustili ravno 100 forenzičnih sledi, vas policija ne bo sumila, a ne, ker sklepamo, da ljudje rabijo nek realen motiv, ljubosumnost, denar, maščevanje, karkoli že, a ne, da naredijo motiv. On pa ubije to čisto samo zato, ker se mu zdi, da je ona preveč ohlapna, a ne. In dejansko ga, če se on ne bi predal, ga policija ne bi našla, ne. To je še stvar malo bolj srhljivo. Torej, junakova duševnost, tele osebe so, vseh jih ni treba vedeti, tale Aljona Ivanovna je ta oderuhinja, ki jo on ubije, no, Raskolnikov si pa le zapomnite, ker ime pove, kaj on je notranje razklan, sicer etičen, filozofski, a ne, tak študent, a ne. Torej, Marmelado pa njegova Sonja, ki je najbolj čista oseba od vseh, a ne. Tukaj tole, kar imamo tlele spodaj, no, to sem prej pozabil povedati, te stvari so prav moji osebni zapiski, tako da tega mislim, da drugje ne boste našli, sem vam skopiral vsem, da ne bomo predolgi, a ne. Naslednja tema je pa Ibsen, Nora, Hiša lutk. Prvotni naslov Hiša lutk, da je zdaj danes ta drama znana pod naslovom Nora, je kriv nemški prevajalec, ki se mu zdi čudno, da ima drama katerikoli drug naslov kot naslov glavnega junaka, a ne, kajti večina del v evropski dramatiki ima res naslov po glavni osebi, a ne. Hamlet ima naslov Hamlet zato, ker je glavni lik Hamlet. Enako Faust pri Goetheju, enako Romeo in Julija, ne vem, enako Don Kihot, a ne, v španski književnosti in podobno. Pa ne vem, Deseti brat ima naslov Deseti brat, ker je sveta glavna oseba znotraj to, a ne, ga tako kličejo. No, danes je torej stvar znana kot Nora, po glavni junakinji, ali pa bolje rečeno ta Hiša lutk, a ne, Poppenheim. Izrazi, ki jih morate tukaj vedeti, kot prvi je to, kaj sploh je drama, ne. Drama je nekaj, kar nastane na podlagi tragedije. Nekje do romantike obstajajo tragedije, v realizmu začnemo z dramami. Imate na naslednji strani dober tabelo, ki vam bo še večkrat prišla prav, tudi pri Cankarju, tudi pri Grumu, kaj je razlika med obema, ne. Kot druga stvar pa so te dramske tehnike, ki smo jih srečali že pri grški dramatiki, a ne. Tole je vse vpliv, dejansko lahko vidimo vpliv Grkov, analitično-sintetična. Dejansko sledi delno trojni enotnosti, čeprav enotnosti časa ni čisto, ne ustreza v strogem grškem smislu, kajti obsega dogajanje, mislim, da 3 dni, pa tudi ni enotnosti dejanja, zato je vsaj delno sintetična, ne, sta dve zgodbi. Pri prvi imamo samo razplet, to je to, da si je Nora sposodila denar protizakonito, druga je pa njen odnos do moža pa par stranskih likov, a ne. Kritični realizem sem že prej omenil, gre za to, da avtor kritizira družbo, kritizira meščansko stanje, a ne, sta položaj ženske v meščanskem zakonu, tezna drama pa sledi v naslednjem srečanju.